vprašanje, ki sem ga zapisal takrat, ko sem ga postavil, glasi, ali so propadajoča podjetja v začetku 90-ih let, ki so pahnila 35.000 delavcev v Mariboru na cesto in če k vsakemu prištejemo eno ženo in enega otroka, recimo imamo 100.000 ljudi v socialni vedi. Jaz imam tu argument seboj, pisan okrožnega in vrhovnega sodišča, ker sem sam tožil stečajnega upravitelja za terjatve, ki mi jih dolguje iz stečajne mase. Sodbo imam v imenu ljudstva, izplačila pa še danes nimam. Zadnji moment, zdaj vprašanje sledi, ali ne bi bilo mogoče takšne okrogle mize zastavljati v obliki tega, da bi animirali več volivcev, več ljudi iz okolja, da bi tudi mariborski SDS imel morebiti kakega poslanca v parlamentu, ki bi zastopal Maribor na drug način, kot zastopajo danes Potrata, Muge in podobni. In če bi na ta način mi v takih okroglih mizah ljudem ponudili, da bi te 10-15-letne probleme, ki ne tarejo samo mene, ki tarejo mnoge v Mariboru, ko čakajo, pa so se vsi že z apatičnimi obrazi obrisali, so rekli, se tega nikoli več ne bomo dobili. Mogoče bi tem ljudem ponudili roko, pa bi se mogoče v parlamentu kdo od teh ljudi zavezal, da bo ob tisti burni debati, kako reformirati upokojensko zakonodajo in vse ostale stvari, rekel, tam še imamo toliko nerešljivih problemov, ki so rešljivi zaradi tega, ker so te stečajne mase nekje naložene, sicer na kriminalni način. Vemo, da imamo 4 ali 5 takih stečajnih upraviteljev v Mariboru, ki so ta denar pobrali, danes se celo določeni izkazujejo z novimi lokali na elitnih lokacijah po mestu in tako naprej. Mislim, tu bi pomagali stranki, stranka bi v parlamentu lahko nastopala dosti bolj energično, ker se ne bi ravila zaradi enega glasu bati prevlade opozicije in podobnih stvari. To je vprašanje, ali je možno te okrogle mize predati v duhu predstoječih volitev, pa ljudi pridobiti za stranko v tem duhu? Jaz mislim, da je ravno ta okrogle mize za to. Ja, ampak mi smo poslušali eno uro drugih stvari, pardon, samo to. Da pojasnimo. Vsak od vas vpraša, kaj lahko jaz stojim. Gospod Lajsnega, zakaj niste še 3 zdravke pelali danes? Imamo eminentnega poznavalca na tem področju. To pričakujemo vas, to je minimum. Mimo glede stranka še vedno smo v akciji 30.000 članov. Kar pomeni, zbiramo prijatelje, somišljenike. Vsak od vas ne zapraša, kaj bomo naredili. Prihodnjič pričakujem od vas posebno, da se še 3 zdravke. Vi bomo veselje. Okay.